Z današnjim dnem že vstopamo v drugo polovico aktualne sezone prve lige Telemach. Ja, zdi se, da julij, ko se je prvoligaška sezona začela, res ni tako zelo daleč, a stvari se tako in drugače hitro menjajo. Sploh pa, sodeč po današnjem večeru, se je od julija precej zamenjalo vreme. Prav lepo in iskreno pozdravljene prijateljice in prijatelji nogometa. Tu je Šturm v kombinaciji s Kronavetrom, ki je žogo zapravil, to da prišla je do Repasa, ki strelja. To je prvi poskus na tej tekmi, Repas pa je ustrelil prek vrat. To je Vrhovec, zdaj nekaj raztrgane igre, bori se Repas, do žoge je prišel Makumbu, ki jo je potem zapravil in zdaj je Božič je krenil proti vratom. Božič, velika priložnost za Celjane in obramba Ažbeta Juga. Poskusili odgovoriti, tu je Gregor Sikošek, eden najboljših podajalcev v ligi. Mudrinski je prišel do gola. Zadetek Mudrinskega za 0:1. Malce nerodno je bil videti zaključek srbskega napadalca, toda žoga je končala v mreži in Maribor vodi že na začetku 6. minute z zadetkom Ognjena Mudrinskega. Veselje gostujočih privržencev, predložek je poslal Gregor Sikošek. Pravzaprav Mudrinski ni najbolje zadev žoge v kazenskem prostoru, toda dovolj dobro, da je presenetil Rozmana in zatresel mrežo Celja. Slog igre Celjanov v tej sezoni. Milec pa medtem na drugi strani, še en zaključek, Kronaveter je bil tam in obramba Rozmana. Kronaveter je storil prekršek v napadu, zapiskal je Obrenović, prosti strel za Celje. Pa tu Larti poskuša v igri 1-1 ustvariti višek, to mu je uspelo. Larti v sredino, tam je bil Božič, toda brez pravega zaključnega udarca. Ostaja 0:1. Še enkrat Larti lahko poskuša s predložkom, odločil se je za preigravanje, imenitna poteza, toda potem strel Božiča prek gola. Mitrović, Makumbu. Žoga proti Šturmu, to je nova priložnost za Maribor. Šturm je pred vrati in dobro posredovanje. Begić, žoga se je odbila proti Božiču, tam je Jakobsen poskuša s preigravanjem, Jakobsen ima priložnost in obramba Ažbeta Juga. Ostaja 0:1, nova nevarna akcija. Šturm se je lepo obrnil in krenil proti domačim vratom, utekel je Repas, to je priložnost in obramba Rozmana. Pogosto branil in vrnil se je v domovino. Daniel Šturm znova z borbenostjo do žoge, to je priložnost in še ena potem za Kronavetra, ostaja pri zidu, ki je na semaforju. Potem Zec in Marandiči bodo igrali po novem v obrambi, torej 4 v zadnji vrsti. Medtem pa je drugi polčas že krenil in Šturm je krenil napad za Maribor. To je priložnost za goste. Kronaveter je prišel do žoge, poskusil jo je podati nazaj v sredino, toda Celjani so se ubranili. Jakobsen, ponudil se je Tjaž Begić. Podaja v sredino, kjer je Božič preskočil žogo. Jakobsen je v priložnosti brez zaključnega strela. Prejšnji sezoni prve lige, ko je bilo 19. septembra lani v Mariboru 2:2. Medtem Voloder prihaja do strela, Mudrinski je bil tam pred vrati, žoga ga je zadela in Benedičić. Napako je zdaj storil Benedičić, Rudi Požek-Vanca še krenil in to je velika priložnost za Maribor. Desno je Šturm, opazil ga je Požek-Vanca, Šturm in obramba Rozmana. Zaletel z novo dolgo podajo, do žoga je prišel Majevski. Brecel strelja z razdalje, prek vrat Brecel. Vrhovec potem napaka in priložnost za Ivana Božiča, ki je v kazenskem prostoru, podaja pred vrata, morda Kerin do strela, toda prek gola. Mariborčani pa imajo zdaj priložnost za nov protinapad. Makumbu in Požek-Vancaš.
Rudi strelja v daljši kot, toda mimo gola. Z mano je gostujoči strateg Radovan Karanović. Lahko ste zadovoljni z današnjo zmago, vaši varovanci so prikazali predvsem v drugem polčasu kar dobro igro in skoraj da niso storili napake. Ja, normalno da moram biti zadovoljen, mi smo se morali vrniti po tem porazu v Murski, tako da te 3 pike mislim da su nam prav prišle in odlični sodični položaj za naprej. Kar se tiče same igre, mislim da smo imeli na momente dobro, na momente slabšo. Moti me to da določeni vseeno posamezniki, ko pridejo v tekmo, morajo več odgovornost prevzeti. Sicer vseeno jaz čestitam ekipi na korektnej borbi do konca tekme. Tako bi rad pohvalil tudi navijače, kateri so danes od prve do zadnje minute navijali za nas. Vas morda moti oziroma skrbi neučinkovitost, danes bi bila lahko zmaga kar višja? Ja, jaz mislim da to ni samo danes, nam se to kar ponavlja, tako da zelo pomembno da prihajamo do priložnosti, ampak realizacija normalno da mora biti na višjem nivoju. Ta zmaga je zagotovo dobra naložba za naprej, kot ste tudi sami dejali, sedaj ste se Kopru približali samo na točko zaostanka. Ste zadovoljni tudi s tem podatkom, vas navdaja tudi z optimizmom? Normalno, tako kot sem prej omenil, te točke nam bojo prinesli, bi rekel, tudi še večjo motivacijo za zadnje kolo in mi bomo vse naredili tudi v zadnjem kolu, da osvojimo 3 točke in bomo videli, kaj se bo dogajalo na tej druge tekmi in nam je vseeno pač cilj, da smo jesenski prvaki. Hvala in čestitke. V moji družbi pa je tudi domači strateg, sicer Simon Sešljar. Gospod Sešljar, danes smo vsaj v drugem polčasu pričakovali z vaše strani nekaj ofenziv proti vratom Maribora, pa vendar se niste uspeli priigrati kakšne omembe vredne situacije. Kaj je bilo krivo za tako v bistvu neprepričljivo predstavo? Ja, na eni strani sigurno kvaliteten Maribor, po drugi strani je ta gol nesrečen v dosti pogledih vplival na nadaljevanje tekme. Nismo bili pravi, ja, res drugi polčas, malo prvi polčas po golu smo se še ustvarili neke priložnosti, ampak vsekakor pustili preveč Mariboru v kontranapadih, prelahko so prihajali na te druge žoge in so bili non-stop nevarni. To je že 3. zaporedni poraz, ta črn niz se nadaljuje. Je morda ta niz poznati tudi na samozavesti vaših varovancev? Normalno, da vsaka zmaga ti prinese nekaj pozitivnega, vsak poraz negativnega, to je normalno, ampak nimam tekmo je že v sredo nova, treba se hitro zbrati in biti pravi v sredo. Kaj pa treba popraviti do naslednje tekme? Pa dobro, predvsem danes se bolj uči ta druga žoga, oziroma prelahko je Maribor z žogo v globino, potem z odlaganjem žoge prihajajo do situacij, kjer so bili nevarni, tako da tu moramo biti sigurno boljši. Drugi polčas smo ta del malo popravili, ampak žal za kaj več ni bilo. Hvala in srečno še naprej.